za radovedne, da se testirate, ali ste primerni za inženirja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tako da lahko si poskenirate tole kodo. Jaz bom zdaj, Denis, samo tole, če bi delali. Mi daš ti naprej? Še malo. Bova tole vse bova preskočila. Mogoče samo eno nazaj. To, kar je omenil Miha, veliko delamo tudi na tem, da vplivamo na starše, na učitelje, ki gledajo televizijo, berejo časopise. V povprečju imamo 2 objavi na dan v našem projektu Inženirke in inženirji bomo, če greva kar naprej. Je omenil Miha Kronski dragulj, midva pa greva do Kipčogeja, prosim. Tudi tale graf je omenil, tako da gremo kar na to. Danes se bomo ukvarjali s prvenstvom in se spodobi, da potegnemo kakšno vzporednico tudi s športom. Verjetno na fotografiji spoznate Elioda Kipčogeja, človeka, ki je prvi pretekel maratonsko razdaljo pod 2 urama, to je prej veljalo kot nemogoče. Tukaj spodaj je pa Sir Roger Bannister, nevrolog in atlet. V 60 letih prejšnjega stoletja je veljalo, da človek s človeškim telesom, Gregor se ukvarja z merjenjem, potem sodeloval v pogovoru, ne more preteči milje pod 4 minute. No, Roger Bannister je bil prvi človek, ki je leta 1954 dokazal obratno. Tekel je miljo pod 4 minute. Ampak kaj je bilo zanimivo? Tisto leto, ko je Roger Bannister premaknil to mejo, isto leto je še 25 atletov preteklo miljo pod 4 minute. In v 3 letih že 350 atletov. To naredi en človek, samo en človek, ki premakne mejo. O tem je prej govoril tudi Robert, da njihovo podjetje že več kot 130 let premika meje. Z nami je oseba, Miha jo je poimenoval Kronski dragulj, dr. Aida Kamišalić Latifić, ki premika meje na več načinov. In sicer Aida je docentka na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in tudi inženirka leta 2019. Kot raziskovalka se ukvarja s tehnologijo veriženja blokov, kjer ima kot soizumiteljica registriran patent v Sloveniji in vloženo soavtorsko prijavo mednarodnega patenta. Njeno trenutno delo je povezano z industrijo, z nečim zelo aktualnim in sicer na nivoju dobavnih in prehrambenih verig. Vsi vemo, kakšne izzive trganje dobavnih verig povzroča industriji. O premikanju mej ji bomo prisluhnili v pogovoru z Metko Škofic, urednico projekta Inženirke in inženirji bomo, ter enako kot Mihi tudi kasneje na okrogli mizi za video, kjer se bomo ukvarjali, kako ostati in postati svetovni prvaki. Tako da Metka in Aida, lepo vabljeni, da se prestavita na oder in naj vajin pogovor zažubori. Izvolite. Kar z enim aplavzom jih pospremimo. Ja, lep pozdrav vsem zbranim. Midve z Aido smo vmes naredili že malo strateškega plana. Mava par vprašanj pripravljenih, pa jih bova kar malo v eno drugo zlile, da malo ujameva časovnico. Aida, Ditka je že povedala, s čim se ukvarjaš, oziroma pač tehnologija veriženja blokov, velepodatki, to so pač tvoja, bom rekla, kronska področja. Pa če nam mogoče zdaj poveš, s čim se pa zdaj trenutno v bistvu raziskovalno največ ukvarjaš? Ja, lepo pozdravljeni. Torej, imam nekako 2 področji, ki se prekrivata. Eno področje, kamor nekako lahko rečemo sodi pod medicinsko informatiko, kjer se ukvarjamo s pridobivanjem znanja iz podatkov in tudi ustrezno predstavitvijo tega znanja z namenom podpore odločanju v medicini, torej v različnih postopkih, predvsem postopki zdravljenja in predpisovanja zdravil. Drugo področje pa je seveda to področje sodobnih podatkovnih tehnologij, ki je seveda neposredno povezano tudi s prvim področjem, torej arhitekture in platforme za upravljanje velepodatkov, kjer seveda raziskujemo možnosti
ustreznega shranjevanja velepodatkov in tudi obdelave takšnih podatkov. In nekako mogoče, če omenim en projekt, na katerem trenutno delujemo, torej projekt iz sheme H2020 Green Deal, projekt Zero Waste, kjer smo mi v bistvu podpora, tehnološka podpora v tem projektu in skrbimo torej za ustrezno postavitev ustrezne arhitekture in razvoj platforme, ki bi omogočala integracijo podatkov, upravljanje podatkov, nadzor in napovedovanje. In če mogoče omenim, da Zero Waste projekt, recimo dva pomembna cilja, kar se zame, vsaj jaz menim, da sta izjemno pomembna, torej prvi cilj skrb za krajšanje dobavnih verig in seveda nekako tudi skrb, da te podatkovne tehnologije se implementirajo v tem področju, kjer skrbimo za zmanjšanje odpada in torej neizkoristka hrane. Se pravi, zdaj tako ste se mi dve misli utrnile, a ne? Gospodje, ki so prejle predstavljali, je bilo vse tako zelo hardwaresko, a ne, ti si pa zdaj v zadnji bolj ta softwareski del, a ne, ko omogočaš vse ostalo. In pa ja, se ta tvoja tema v bistvu dotika to, kar je rekel pač Miha, ne, kakšna je za nas priložnost, zelena prihodnost, ne, zelena preobrazba, tako da. Zdaj pa, če se dotakneva pač projekta tvojega naziva in tako naprej. Projekt Inženirke in inženirji bomo že 10 let navdušuje mlade za inženirstvo. V letošnjem letu bomo dobili že 5. generacijo inženirk oziroma nominiranih za inženirko leta. In seveda ob tem smo mi majčkeno pogledali številke, a ne, prej se je Miha že jih pohvalil, ne. Mladi se odločajo, se navdušujejo, mi ko hodimo po gimnazijah, predvsem po gimnazijah, ker to so tisti še neodločeni, ne, kjer vidimo mi priložnosti, prižigamo iskre oziroma jih skušamo, smo zelo veseli, ko zdaj po 10 letih v resnici inženirji, s katerimi navdušujemo mlade, so v bistvu tisti, ki smo jih pred 10 leti navdušili, ne. Tako da malo smo pogledali, ne, in to, kar smo v bistvu zelo veseli in je tudi, bom rekla, eno velik del našega projekta in to so talenti. In to, da se v bistvu upisujejo dobri dijaki, ne povprečni dijaki, je nekaj, kar mi ciljamo, ne. To so tisti, bom rekla, mogoče bodoči inovatorji, tisti, ki nas bojo potegnili v svetovno špico in omogočili, da res ostanemo prvaki. Kako pa ti to vidiš? Vidiš pri vas mogoče kakšne premike? Ti si zaposlena na fakulteti, ti pol delaš z mladimi, ki jih mi navdušujemo, dobiš. Kako pri vas privabljate talente? Kaj bi rekla na to temo, no? Ja, pri nas veliko delamo na tem področju, seveda, ker vsakodnevno prejemamo vabilo oziroma prošnje podjetij, da svetujemo, koga lahko zaposlijo, ne, in dejansko nimamo v bistvu koga, ker pri nas so že študenti v drugem letniku fakultete oddani, ne, tako da na drugi strani imamo druge izzive, ne, obdržati jih nekje na fakulteti, da prejmejo tisto zadostno količino znanja, ki je potrebno. Ampak seveda skrbimo za to, nekako poskušamo seveda prepoznati talente, poskušamo med vsemi študenti, ki se vpišejo, hitro ujeti tiste, ki so nekako napredni, talentirani, imajo željo za več znanja in jih seveda vključujemo v naše laboratorije na fakulteti, kjer lahko sodelujejo že tekom študija v raziskovalnem delu, sodelujejo na različnih domačih in mednarodnih projektih, tako si nabirajo sproti tudi izkušnje. Seveda pa veliko delamo tudi na promociji inženirskih poklicev v osnovnih in srednjih šolah, izvajamo veliko delavnic za učence, za dijake, kar seveda vsak ta korak pomeni nek korak naprej. Vseeno pa pač vedno povem, da mi na nivoju fakultete se borimo z nekaterimi posledicami,
ki jih imamo kot družba, ne, in ker je naš izobraževalni sistem, ker seveda veliko množico učencev že v osnovni šoli izgubimo. Izgubimo jih, ker jih ne znamo motivirati, ker ne znamo z njimi ustrezno delati, ker jim ne znamo predstaviti primerno vseh inženirskih poklicov in jih navdušiti za inženirstvo. In seveda potem iz tega manjšega nabora potem spet skušamo pridobiti ta najboljše. Ne. Tako da mislim, da moramo po celotni tej verigi, vertikali, ali kako bi rekli, ne, iti že od osnovnih šol, spreminjati določene ustaljene prakse, spreminjati določene pristope, da mladim pokažemo, da je to prava smer. Ne. Mogoče, se pravim, jaz sem malo poseben primer, ker sem se zelo pragmatično odločila za študij računalništva in informatike. Nekdo, ki je v Mariboru bil na prvi gimnaziji, ki je nekako predvsem bi rekli lahko usmeritev v družboslovje, ne, sem se potem odločila za tehniko, ampak čisto pragmatično, kaj je tisto, kar družba potrebuje. In takrat je bilo povedano, za naslednjih 20 let, takrat je bilo povedano, pa ne bom povedala, da je že to mimo, je bilo povedano, da je to prihodnost, da so to tisti inženirji, ki jih bomo potrebovali. Ne. In sem se na osnovi tega odločila, sem rekla, ok, matematika mi leži, gremo probat. Ne. Vem in zavedam se, da nismo večinoma takšni, ne, se odločamo po nekih notranjih željah, veliko vpliva družba na nas, ne, tako da zdaj vsi skupaj delamo v smeri, da izobrazimo celotno družbo, da izobrazimo in starše, kot je Ditka povedala, in učitelje, zelo pomembno, učitelje izobraziti, da ne postavljajo ovir tam, kjer jih ni. Najslabše je, ker slišim včasih, da kakšno dekle pride na fakulteto k nam, pa pove, da so ji svetovali, da naj se odpove temu poklicu, ker to ni za ženske. In to še vedno dan danes, ne, ko se vsi začudimo, kako je to možno. Ne. No, saj glede na to, da je to projekt Inženirka leta, ne, pravimo, ne, da je zajemanje iz bazena talentov iz obeh bazenov je tisto, ki je pomembno. Ne. Tako da nismo na škodi samo to, da imamo očitno premalo fantov za vse potrebe, ampak tudi to, da smo toliko let na nek način vnemar puščali en ogromen potencial. Verjetno, ampak je pa to tek na dolge proge, to pravimo mi v projektu Inženirke in inženirji bomo. Vse te vplive, ki so na mladih, kakšen je ustroj, bom rekla, izobraževalnega sistema, kako obravnavajo, ne vem, jaz imam sošolko, ki je v bistvu hodila na modelarski krožek, pa je cela šola čuden gledala. Hvala Bogu je bila ona to kuno, da je bila vseeno. Ona je pač zavrgla vse očitke in kritike, pa tudi noben se ni upal kaj preveč na glas povedati. Ampak tako, kako zdaj spremeniti ta trend, glede na to, da kakšen sistem je, kako se dela z mladimi, kako se dela predvsem s puncami, ker tudi pač pouk tehnike danes ni več to, kar je bil v osnovnih šolah. Ne. In zdaj mi seveda targetiramo na gimnazijce in gimnazijke, ki so na nek način še v fazi odločanja. Predvsem pa, kar se tiče širše družbe, ja, starši in učitelji, sploh zaradi tega, ker so dekleta mnogo bolj dovzetna za mnenje svoje okolice kot pa fanti. Oni imajo malo bolj svojo smer in jo tudi grejo po njej, punce pa vsem hočemo bolj naštudirati, pa malo bolj poslušati okrog. Kaj bi pa ti rekla, le smo študenti, ne? Zdaj smo se malo dotaknili tega, kako pač vzgajati nove inženirje. Študenti, ti delaš s študenti, zdaj za nami 102 leti epidemije, ampak generacijsko gledano, z epidemijo ali brez. Kaj študente danes zanima? Kaj so v bistvu tiste stvari, na katere bi rekli, da oni palijo? Ja, študenti, seveda, jaz sem že 18 let v pedagoškem procesu, vključena v pedagoški proces in nekako opažam, da zadnje generacije absolutno se vidi, da študenti prihajajo s točno določeno vizijo, idejo, kaj je tisto, kar potrebujejo, kaj želijo, česar ne želijo. Zato pravim, da tudi pred nami kot pedagoškim kadrom je velik izziv zmotivirati takšne študente, da se posvetijo tudi tistemu, kar oni ne prepoznajo kot nekaj pomembnega. Pa imamo določene temeljne predmete, imamo določene temeljne vsebine, ki jih vsak inženir mora poznati na pač različnih področjih. Tako da so zelo
bi rekla, specifične generacije, ne, če primerjam z mogoče temi 20 let ali pa 25 let nazaj, ne, kjer smo bili pripravljeni poprijeti za kakršnokoli delo in se loti dela, ne, tukaj pa je točno specifično, kaj je tisto, kar si želijo. Ne. Verjetno tudi je razlog v tem, da so zbombardirani, bom rekla, z množico informacij, informacije so dostopne na vsakem koraku, ne, in lahko pač se izloči točno en segment in reče, evo, to pa si jaz želim. Ne. Tako da jaz pa pač vedno povem, da študenti, ki pridejo, pač moramo jih zmotivirati, moramo najti način, da jih resnično izoblikujemo v dobre inženirje, ne glede na to, katero inženirsko področje, o katerem inženerskem področju zdaj tukaj govorimo. Zdaj, a lahko jaz sam te prosim, če ponoviš to anekdoto, ki si jo danes povedala v avtu? Tako, da bo mogoče videli, kakšni študenti študirajo. To, kar se v bistvu moraš kregati s študentom. Ja, študenti prihajajo tudi jaz, nekateri, ne, z idejo, kaj je tisto znanje, ki ga oni potrebujejo in kaj je dovolj za šestko. Ne. Pač tukaj govorimo, ne, o enem temeljnih predmetov, ne, in pač študent, zdaj tisti, ki poznate, gre za pač podatkovne baze in SQL programiranje in zdaj študent se je odločil, da on si zasluži šestko, če zna dve tabeli povezati. Ne. Se pravi, najbolj osnovno zadevo, ne, to, da pa ne zna potegniti maksimalne vrednosti iz kakšne, ne, uporabiti funkcijo za izbiro maksimalne vrednosti ali pa prešteti kakšne zapise v določeni tabeli in podobno, ne, to je že nepotrebno po njegovem mnenju bilo. Ne. In sva imela že to razpravo, debato, ne, ker se je počutil nekako prikrajšanega, zakaj ni dovolj za šestko, to, kar se je pač on naučil. Ne. Tako da imamo tudi to, ne, da nekako se odločijo, kaj je tista. Oni vejo, da je 50% potrebno, da naredijo nek predmet, ampak se odločijo, katerih 50% je to. Ne? In so potem včasih mogoče malo tudi užaljeni, ko ugotovijo pa, da ravno so dobili vprašanje iz tistega dela, ki se ga pa niso lotili. K sreči niso vsi študenti, ne se bat, ne boste dobili inženirjev, polovičnih inženirjev, ne. Ampak ja, dobimo pač in moramo vzgajati, ne, tudi naprej, ne, mogoče včasih je to bilo nepojmljivo, ne, da nekdo pride na fakulteto in ima takšno razpravo, ne, z nekom od profesorja ali pa asistentov, ne. Danes je to nekaj normalno, ne? In jaz pravim, pač se vsi moramo prilagoditi temu in pač na ustrezen način potem tudi povedati zadeve in predstaviti. No, mi pa delamo v okviru projekta naprej na tem, da delamo na talentih, ne? Se pravi, da vzgajamo in iščemo inženirje, ki imajo radi probleme, še bolj pa iskanje rešitev in pa tiste rešitve pa tudi naredijo, ne? Tako da jaz bi se najlepše zahvalila Aidi. Hvala lepa vam, da ste nama prisluhnili, da ste malo poslušali oziroma prisluhnili temu, kakšni študenti so tam zunaj za vas, pa kako se Aida trudi, da dobite v bistvu čim boljše. Hvala lepa.